Živijo, tukaj Valentin. Danes sem pogledal en zanimiv TEDx video. TED je neka vrsta dogodek, kjer predavajo različne osebe, približno tako v dolžini 20 minut. Vsak pove nekaj zelo pametnega, koristnega, zanimivega. In govorila je ena ženska iz Amerike, ki zagotavlja ljudem, da uresničijo tisto, kar si želijo. Je neke vrste, recimo temu, življenjski coach. Povedala je nekaj zelo zanimivih dejstev. In sicer, ljudje zelo pogosto uporabljamo besedo v redu. Ko nas nekdo vpraša, kako smo, mu rečemo v redu, ali pa ok, ali pa fino. In kaj s tem pravzaprav povemo? Rečemo, da smo sprejeli življenje tako, kot je. Da smo se sprijaznili s stanjem, ki ga imamo trenutno v življenju. In če rečemo, da smo v redu, praktično rečemo, kljub temu, da mi marsikaj manjka, da si marsikaj želim, sem se pač sprijaznil s tem, da tega nimam in da tega ne bom dosegal. Potem je dala primer, kako ljudje imamo neke želje, ampak vplivajo na nas določene inertne sile, zaradi katerih te želje ne potem izvršimo, jih ne udejanjimo. Na primer, ležimo zjutraj v postelji in zazvoni ura. Nameravali smo vstati, toda postelja je zelo mehka, udobna, topla. In kaj potem naredimo? Pritisnemo na budilki tipko za dremež. Da še malce prestavimo ta alarm na kasnejši čas. In v življenju stalno pritiskamo na tipko dremanje. Dobimo neko idejo, nekaj bi radi storili, toda namesto, da bi šli takoj v akcijo in to idejo uresničili, si rečemo, bomo že kasneje to. Prestavimo to. In to naredimo v našem umu. Se samo zamišljamo, si rečemo v naših mislih, vse ni tako pomembno, bo že počakalo in podobno. Stalno pritiskamo na tipko dremež, dremanje, dremanje, dremanje in lahko potem celo življenje spimo, dremamo in ne uresničujemo naših življenjskih potencialov. Svetovala je torej, da ko dobimo neko idejo, da gremo v akcijo. Kajti prvih 5 sekund po temu, ko dobimo neko idejo, v prvih teh 5 sekundah moramo narediti neko fizično akcijo. Torej, zabeležiti si našo misel, narediti nek načrt in to fizično, ne v mislih, ampak da zapišemo ali da fizično vstanemo, gremo ven iz postelje, naredimo to zadevo. Kajti po 5 sekundah se pa že potegne neke vrste ročna zavora. Potem že začne aktivirati neke misli, za katerimi opravičuje našo inertnost, našo lenobo. Mi običajno čakamo
na neko energijo, da nas bo motivirala. Neko aktivacijsko energijo. In povedala je, da ta energija nikoli ne pride. Nikoli se ne bomo počutili tako, da bomo neko stvar naredili. Če bomo odvisni od našega počutja, da bomo rekli, ne ljubi se mi, trenutno se ne počutim tako, da bi to stvar naredil, bomo lahko čakali v nedogled. Nikoli se ne bomo počutili primerno za to, da nekaj naredimo, kar smo si zamislili. Potrebno se je prisiliti. Potrebno je uporabiti silo. In to je ta naša življenjska sila, princip gibanja, ko se nekaj odločimo in potem se potisnemo v akcijo. Skratka, tudi ona je ugotovila, da energije nikoli niso koristne za to, da se bomo motivirali in naredili nekaj, kar je za nas koristnega, kar smo si zamislili. Potrebno je nehati čakati na energije, na neke občutke, da bi nas motivirali, ampak da se prisilimo, da vzamemo našo življenjsko silo in na osnovi principa gremo v prvih 5 sekundah takoj v fizično akcijo. Kdor si želi pogledati ta njen video, ga lahko najde v opisu tega videoposnetka, bom nalepil povezavo. Zato, da se boste učinkovito naučili osvobajati se od pogojenosti od teh občutkov in energij, da se boste zmožni čim bolj premikati na osnovi te svoje lastne življenjske sile, pa vam priporočam, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light. Povezavo do njega pa tudi najdete v opisu tega videoposnetka. Torej zaenkrat vse, lepo se imejte in nasvidenje.